Pozdravljeni! Mesec je naokrog in ponovno je čas za predstavitev izbora tistih dogodkov, ki so najbolj zaznamovali Evropsko prestolnico kulture 2012 v vseh 6 partnerskih mestih. Najprej pa v prestolnico Maribor. V koprodukciji baleta SNG Maribor in Evropske prestolnice kulture nastal balet Homage Stravinski ali poklon Stravinskemu v koreografiji umetniškega vodje mariborskega baleta Edvarda Kluga. Predstava je umetniški poklon skladatelju Igorju Stravinskemu ob 130-letnici njegovega rojstva, pa tudi poskus približanja estetike njegovih glasbenih in baletnih del širši slovenski javnosti. Posvetitev pomladi skladatelja Igorja Stravinskega velja za kultno glasbeno delo 20. stoletja. Prva postavitev v koreografiji Vaclava Nižinskega leta 1913 je zaradi svoje naprednosti za tisti čas doživela velik neuspeh, a obenem postavila temeljni kamen za razvoj modernega plesa v prejšnjem stoletju. V 20. stoletju so zaznamovale potem dve postavitvi. Bežartovo, tam nekje leta 60. On je ustvaril veličasten balet, mislim, da okrog 100 plesalcev, in nekoliko let kasneje Pina Bausch, ko je ustvarjala veličastno življenje. In ta dva baleta sta postala nekakšna vzorca za ostale postavitve. Sam posvetim največ pozornosti izvirniku, Nižinskemu, zaradi njegove hermetične koreografije in za neverjeten napredek za tisti čas. Klugov poklon Stravinskemu se tako navezuje na prvotno verzijo oziroma legendo iz poganskega časa v Rusiji, ki pripoveduje o ritualu žrtvovanja device, ki mora plesati do smrti v poklon pomladnemu božanstvu, da bi povečal rodovitnost zemlje. Kaj sem vzel, poleg tega, da sledim zelo natančno glasbeni strukturi in izvirnemu libretu, obdržal iz izvirne verzije dva simbola. Moški z bradami in ženske z dolgimi pletenimi kitami in z rdečimi ličnicami. Kot dva spolna simbola, izolirana v sodoben čas in prostor, bolj rečeno v sodobno praznino, v kateri želim prebuditi 99. pomlad od nastanka te mojstrovine. Za mene ta vloga je, kako sem se sestavila, je v bistvu konflikt dveh čustev, dveh občutkov. Gre se za tisto željo biti žrtvovana, pa strah smrti. In v bistvu v koreografiji, v celi predstavi se ta dva čustva, se boriš sam s sabo. In na koncu, ko več ugotoviš, da nimaš izbire, da si po eni strani si prišel do tistega, kar si želel, po drugi strani pa veš, da boš umrl, strah izgine in se pač prepustiš plesu in umreš z tem občutkom, da nisi umrl zastonj, da si nekaj naredil za tiste ljudi, ki so zraven, ki so ostali. Kot aluzijo na mojstrovino Stravinskega je Klug v predstavo vključil delo slovenskega skladatelja Boruta Kržišnika z naslovom Pesmi za paritveno obdobje, ki prikazujejo ritual slehernega heroja srednjega razreda, ki se ne more upreti prvinskemu nagonu v obdobju parjenja. Govori o nas. Govori o nas, ko smo ujeti v nekakšen oklep, ne glede na to v pisarnah, v supermarketih, avtomobilih in celo v gledališču. Težko rabi človek danes, da se odpira nečemu. In namen te predstave je, da se odpiramo, vključno z mano. Sicer pa bodo prihodnje leto po vsem svetu obeležili 100-letnico premiere posvetitve pomladi. Za Klugov poklon Stravinskemu pa se že zanimajo ugledni mednarodni plesni festivali. Evropske prestolnice kulture na ogled postavljajo tudi takšne prizoritvene dogodke, ki so za slovenski prostor dokaj neobičajni. Takšna je bila tudi predstava ameriške zasedbe Cabaret New Burlesque.
Zvezde predstave Ženske v najboljših letih so veliko dvorano Mariborskega narodnega doma spremenile v kabaret in občinstvo vpeljale v svet burleske z vsemi različicami klasičnega striptiza v slogu zlatih 50 let. Predstava ameriških umetnic je mešanica kiča, striptiza, glamurja, ekstravagantnih oprav in humorja. Nekatere so bolj okrogle, pa tudi starejše, kot to običajno pričakujemo v takšnem programu. S svojo drznostjo in sproščenostjo razbijajo tabuje in stereotipe o splošnem družbenem idealu ženskega telesa. I think that the modern day public is so hungry to get rid of that stereotype. I think people are really sick of it, especially in America, and it's been nothing but positive vibes from men and women all over Europe. So hopefully, part of our success is helping to break that barrier and to help younger women as well. So when they're growing up and starting to see the publications and television, that they can have a different kind of role model. It's my pleasure to be on stage and to show women of any size and any age and any ethnicity, hopefully, that they can be beautiful just like Giselle or any of the top models that are in Vogue magazine. I'm not a preacher. I have my art, and what you take away with it, you take away from it. And that's your choice as an audience. I'm not going to tell you what to think, but I would like, if everyone goes home, that they have some kind of sex, some kind of sexy love. Skozi burlesko želijo občinstvu obenem sporočiti, da je življenje potrebno uživati. And feel happy and free in your body, in your mind. And just be satisfied with yourself, confident, and that's it, a little bit the message of burlesque. Umetnice, ki so v svoj ansambl spustile tudi moškega, so sicer obenem tudi glavne zvezde v Kanu nagrajenega filma Turneja Matjoja Amalrika. S predstavo nadaljujejo izročilo burleske, katere zlata doba je v ZDA trajala od druge polovice 19. stoletja do okoli leta 1940. I'm all the time looking for original artists and projects all over the world, and so on my researches I discovered the new burlesque movement, and I went to LA, Los Angeles, where there was a convention, and I've seen 100 numbers, and so I selected some 6 artists and I created the Cabaret New Burlesque the year after in 2004 in France. Kabaret New Burlesk je osvojil publiko širom Evrope, ekstravagantno predstavo pa je dobro sprejelo tudi domače občinstvo. Kakšna se vam je zdela predstava? Zelo prijetna, kvalitetna in bilo je luštno. Nič ni bilo banalnega in to je fajn. Nisem pričakovala tega, sem mislila, da bo bolj neki teater pa kaj takšnega, ampak je bilo kar, zabavno. Krasno, parodija. V bistvu me je najbolj fasciniral glas odpevke, ker je izjemno dobro pela. Dejansko onih ostalih stvari smo pa vajeni še iz mlajših časov. A Slovenian audience is a warm, receptive, lovely crowd. They love to clap along. I like the Slovenian audience. Predstava Kabaret New Burlesk sicer sodi v projekt Oder med nebom in zemljo, ki v Evropsko prestolnico kulture prinaša za slovenski prostor neobičajne uprizoritvene dogodke. Mislim, da cel ta cikl poskuša predstaviti neke zgodbe, ki so v bistvu seveda po eni strani vrhunske umetniške zgodbe, po drugi strani pa nagovorijo ljudi in to se meni zdi fajn, da se neke stvari ne počnejo same zase, ampak da recimo tako to danes, da smo videli polno humorja, poezije, v bistvu na meji med neko grotesko in poetičnostjo. Zvonik Mariborske stolne cerkve, ki velja za eno najlepših razglednih točk mesta, je v letu prestolovanja evropski kulturi ponovno odprt za obiskovalce. V zvoniku so obnovili nekdanjo požarno opazovalnico. Pokrajinski muzej Maribor pa je v prostorih zvonika postavil muzejsko zbirko, ki prikazuje delo požarnega opazovalca.
Ob zgodovinskem pomenu pa osrednji del razstave prikazuje osebno zgodbo zadnje požarne opazovalke, ki je to delo opravljala do leta 1933. Zvonik Mariborske stolne cerkve svetega Janeza Krstnika v svoji najvišji točki skriva nekdanjo požarno opazovalnico, ki je služila zaščiti mesta pred uničujočimi požari. V njem je bilo urejeno majhno stanovanje, kjer je med drugim prebivala zadnja požarna opazovalka Antonija Weiss med leti 1924 in 1933. Antonija Weiss je bila persona, ki so jo poznali starejši Mariborčani. Gre za službeno stanovanje, zaradi tega je en del posvečen požarni brambi, konec koncev je bila to njena služba in ta služba je dajala tudi streho nad glavo. V primeru požara so s točno določenimi udarci po zvonu opozarjali meščane na nevarnost. Razstavljeni pa so tako delovni kot osebni predmeti ter telefonska naprava, s pomočjo katere so v zadnjih letih sporočali požare. Pomembno je, da je že leta 1887 med prvo instalacijo telefona v mestu ravno ta stavba dobila telefon. Bila je povezana z vsemi čuvajnicami v predmestju in z mestno hišo in z vojašnico. Delo požarnega opazovalca je bilo namreč zelo pomembno, saj so uničujoči požari v preteklosti večkrat popolnoma opustošili mesto. Do nekdanje požarne opazovalnice in razglednega stolpa se je potrebno podati po 163 stopnicah dolgi poti, kjer spoznamo delo in življenje, ki ga je nekdaj ponujalo mesto Maribor. Svojevrstno doživetje pa predstavlja tudi za obiskovalce, tako domače kot tuje. Well, it's very tiring getting up here, but it's well worth the walk because it's fascinating, great views, and this room is really nice. I like this machine here and the bed, etc. Yeah, long way to come for a good night's sleep, though. Mesto ima že znano tradicijo velikih požarov in je bila to skoraj da nekakšna nuja, ki so pa seveda požarni pazniki na tem stolpu upravljali vestno in z vsem srcem. Da vidiš, kaj se je nekoč dogajalo, kako se je včasih skrbelo za varnost mesta, predvsem za požarno varnost. Pa benem, da vidim Maribor, kako izgleda z višine. Ne? Super, nikoli še nisem bila tukaj gor in enkrat ne. Glede na to, da sem že v preteklosti velikokrat prihajal sem gor in ne samo zaradi fitnesa, sedaj še zaradi te res očem privlačne razstave, moram reči, da se kar poplača hoja gor. Ob razstavi pa boste odkrili tudi drugačen pogled na Maribor. Gotovo je nekako vedno bil en čar stopiti v zvonik. Zvonik je kot en prst, ki nam kaže kviško, da človek stopi, pogleda svoje življenje malo više. Vendar je na poti navzgor dobro upoštevati nasvet. Gospe v visokih petkah na zvonik boljše, da ne gredo, ker je en del podestov dokaj neraven. Gre gotovo za edinstveno točko v tem delu mesta, namreč ni tako visoke točke, s katere bi bil možen tak javn pogled na mesto. Zanimivo se mi zdi, da je ta razstava, kljub temu, da je bila pripravljena 9 let prej že, da je doživela svoje odprtje ravno v času Evropske prestolnice kulture, ki postavlja ali pa spodbuja neke druge poglede na mesto. Razstava, ki so jo poimenovali Čuvajnica na stolpu, se približuje sodobnim pristopom muzeja 21. stoletja, ki se približuje edinstvenim zgodbam, ki so blizu posameznikom vseh starosti. V mesecu maju pa bodo v Mariboru potekale prireditve pod skupnim naslovom Teden mlade Evrope. Potekali bodo tudi dnevi tibetanske kulture, mednarodni festival kreativne komunikacije Magdalena ter koncerti Acid Wasted, godalnega kvarteta Tokio, koncert za Maribor in še bi lahko naštevali. V Mariboru tako v maju na vas čaka več kot 200 dogodkov. Iz Maribora pa v Slovenj Gradec. V Slovenj Gradcu so odprli 19. rokodelsko razstavo z mednarodno udeležbo Art Craft Europe 2012 in 4. razstavo ročnih in umetniških del invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije z mednarodno udeležbo. V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec je od 18. aprila na ogled že 19. rokodelska razstava Art and Craft Europe 2012.
Sicer v tem mestu bienalne razstave slovenskih rokodelskih izdelkov pripravljajo že 35 let. Letos se na njej prvič predstavljajo tudi tuji rokodelci iz 12 evropskih držav. V sklop tega dogajanja je sodila še otvoritev 4. razstave ročnih in umetniških del invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije z mednarodno udeležbo v tamkajšnjem Mladinskem kulturnem centru. Častni pokrovitelj obeh dogodkov je bil predsednik države dr. Danilo Türk, ki je najprej pozdravil slovenske invalide, ki so ponovno dokazali, da so še vedno pomemben generator številnih dobrih zamisli, oziroma, če povzamemo predsednikove besede, to je bil dan ustvarjalnosti in kulture. Jedro slovenskega razvoja za naprej je kultiviranje našega bivanja na vse načine in angažiranje invalidov, razvoj obrti, razvoj našega estetskega čuta je del tega našega kultiviranja. V čem je naš razvoj? Mi ne bomo proizvajali več ton jekla ali pa več ton proizvodov. Proizvajali bomo čedalje boljšo kakovost vsega, kar počnemo in kar imamo. In seveda, take razstave so del tega našega velikega skupnega razvojnega prizadevanja. Z razstavo so v Zvezi delovnih invalidov Slovenije hoteli prikazati številne možnosti delovanja invalidov, ko v ospredje kljub bolezni stopijo ustvarjalne, umetniške in intelektualne sposobnosti. Razstavlja tule 40 društev iz Slovenije in 10 društev iz tujine, iz Hrvaške, Madžarske in pa Avstrije. Drugač je zelo veliko izdelkov, kot vidite, preko 3000 izdelkov. Mi želimo, da bi se ta projekt vključil v Evropsko prestolnico kulture, vendar nam niso upoštevali. Trudimo se, s svojim delom dokazujemo, istočasno pa, da želimo tudi opozarjati, kje so problemi naše Zveze delovnih invalidov Slovenije. Danes je tu za nas Slovenjgradec oziroma za vse delovne invalide, članic Zveze delovnih invalidov Slovenije, zelo velik dogodek. Za nas je to dogodek, ki bo zapisan v zgodovino. Zakaj? Prvič imamo čas, da lahko pod okriljem Mestne občine Slovenjgradec obok 19. bienalne razstave rokodelskih del domače umetnosti obrti razstavljamo na prvi evropski razstavi. Zatem se je dogajanje preselilo pred Koroško galerijo likovnih umetnosti, kjer so s krajšo slovesnostjo svečano odprli 19. rokodelsko razstavo Art and Craft Europe 2012. V svojem nagovoru je predsednik spomnil na pomembnost razstave, ki poleg izdelkov utemeljuje tudi idejo uporabe naravnih gradiv. Po njegovem mnenju je država do sedaj bolj slabo skrbela za rokodelce. S tem se je strinjal tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Štefan Pavlinjak, ki je izpostavil vlogo njihove lastne blagovne znamke Art and Craft ter zaključil: zmoremo in znamo delati. Sledila je podelitev 2 najvišjih priznanj za odličnost v rokodelski dejavnosti. Zlati vitici sta dobila kovaštvo Krmel iz Poljanske doline za vrhunsko ustvarjanje na področju kovaštva in studio Koder ter Tina Koder iz Idrije za klekljane idrijske čipke. To nam res veliko pomeni in se bomo mogli še zelo truditi naprej, da tudi to še nadgradimo, da bomo prišli še z boljšimi izdelki ven. In kaj to priznanje, ki so jih s tema dvema podelili že 27, pomeni oziroma bi moralo pomeniti rokodelcem? Trudimo se, da bi zlata vitica pomenila tudi davčno ugodnost ali pa kakšno subvencijo. Vse to imamo vklopljeno v zahtevah vladi že dolga leta, ampak ne uspemo. Namreč to so nosilci znanj, ki so zelo pomembni za mlajše generacije, ali gre to za domačo obrt, ki se pravi za prenos tradicionalnih oblik, ali pa dosežke na sodobnem oblikovanju z naravnimi materiali. Idejni oče tega projekta Janez Bogataj je ob tem še povedal, da je večina drugih evropskih držav v nasprotju s Slovenijo usmerjena v nadgrajevanje kulturne dediščine v tehnološkem, oblikovalskem in funkcionalnem smislu. Namen te razstave je, in to sledi tudi koncept, pokazati, kaj je to trajnostni in sonaravni razvoj. To se pravi, prikazujemo izdelovalce, ki izdelujejo posamezne izdelke v naravnih gradivih. Čemu je razstava namenjena? Mnogim področjem, od izobraževanja do urejanja statusa rokodelcev, pa do tistega, kar je najpomembnejše, da nam ti mojstri izdelujejo kakovosti naših bivalnih vsakdanjikov in praznikov. Ta razstava je zelo lep primer, kako se naša tradicija, ki je
močna in bogata povezuje z novo ustvarjalnostjo. In na razstavi je možno videti vse od kovaštva, idrijskih čip, keramike in drugih dejavnosti, ki so razvite na popolnoma nove načine, tehnološko in zlasti estetsko. Jaz bi rad zelo podprl ta razvoj, to usmeritev in seveda predvsem pozval k temu, da bi v Sloveniji bolje razvijali trženje. Mi znamo marsikaj lepo proizvesti, Slovenija ima ljudi, tudi mlade ljudi, ki so te tradicionalne obrti ne samo obvladali, ampak tudi razvijajo na zelo izviren, na zelo ustvarjalen način. Razstava Art and Craft Europe 2012 bo v Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled do 31. maja. Z njo mestna občina Slovenj Gradec dopolnjuje projekt Evropske prestolnice kulture. Slovenj Gradec bo v maju še vedno zasedal mednarodni festival mlade literature Urška, pa še Velenje. V tem mesecu tam vabijo na prireditve vezane na projekt Konigunda, Made in Velenje ter Slike v času, 48-letni koncert Akademske folklorne skupine Študent Maribor in še bi lahko naštevali. Zdaj pa na Dolenjsko. Ste vedeli, da ima Novo mesto muzejsko zbirko industrije motornih vozil ali krajše IMV-ja? Seveda jo ima. Od lanskega aprila, kar se za dolenjsko prestolnico, kjer industrija vozil predstavlja pomembno panogo, tudi spodobi. V okviru Evropske prestolnice kulture pa bodo zbirko vozil dopolnili še z razstavo tiskanih materialov. V ospredju bo predvsem celostna podoba. Razvoj industrije motornih vozil ali IMV-ja sega v leto 1954. Ko smo začeli v servisni delavnici sestavljati DKV dostavna in osebna vozila. Leta 1958 so razvili lastni prvi jugoslovanski avtomobil, dostavni avtokombi, ki so mu sledili vsi tipi avtomobilov. 65. leta smo začeli z razvojem prikolic in nadaljevanju avtodomov, pa tudi hišic. V nadaljevanju, torej proizvodnjo osebnih avtomobilov, pa smo nadaljevali z proizvodnjo Austin Morrisov, potem smo nadaljevali pa z Renaultovim vozilom, najprej jasno s Katerco, tako dolgo, da smo prišli do evropske količine vozil, danes se proizvaja 900 avtomobilov na dan. Da je tradicija proizvodnje avtomobilov v Novem mestu močno zakoreninjena, dokazuje zagnana skupina zanesenjakov. Ta je pred 10 leti ustanovila klub prijateljev IMV-ja, ki danes šteje že 400 članov. In to zato, da Novemu mestu, dolenjski in slovenski javnosti predstavi razvoj dostavnih avtomobilov, prikolic in osebnih avtomobilov od leta 1954 do danes, torej od IMV-ja do današnjih TPV-ja, Adrije in Revoza. Najprej smo izdelali knjigo o velikanu Podgorjanci, kjer smo dejansko, lahko bi rekli, 90% predstavili razvoj avtomobilov in prikolic. V nadaljevanju smo izdelali tudi 2-3 filme v obliki CD-jev, no in vmes smo tudi postavili spominsko obeležje generalnemu direktorju Juriju Levičniku. Naslednji korak je bil postavitev zbirke vozil, ki so jih v teh letih proizvajali v Novem mestu. Ta muzej prikazuje razvoj dostavnih vozil, razvoj prikolic in razvoj osebnih avtomobilov. Tako da imamo že sedaj 10 osebnih avtomobilov, 7 dostavnih avtomobilov, 4 prikolice, 1 avtodom in tudi 1 hišico. Muzej je odprt nekaj več kot leto dni. In ker celoten projekt povsem temelji na prostovoljstvu, je zbirka na ogled zgolj vsako prvo soboto v mesecu, seveda pa za skupine, ki se predhodno najavijo, vrata odprejo kadarkoli. Obiskujejo nas turistične skupine, šolske skupine, otroci, znanci in tako naprej, pohodniki. Tako da smo imeli do sedaj v enem letu že preko 1000 ljudi na obisku.
Obiskovalci, ki so obiskali, so bili že sedaj zelo zadovoljni, ker imamo res nam manjka samo 1-2 avtomobila, druge imamo vse. Predvajamo tudi filmček za obiskovalce, da prikažemo zgodovino. Prostor v novomeškem Drgančevju zdaj sicer prenavljajo, vsekakor pa bo nared do 15. junija, ko bodo odprli razstavo, s katero dopolnjujejo postavitev vozil z dokumenti, slikami in materiali, ki kažejo razvoj celostne podobe od IMV-ja do današnjih podjetij. To je težišče razstave celostne podobe, potem predstavitev produktov prek tiskovin, prek maket, modelčkov in tudi pa posamezne darila, kot so svinčniki, obeski in tako da s tem zajemamo celostno to zgodovino industrije motornih vozil. Imamo tudi te vzorce oglasov v nemških časopisih iz leta 70, kot je oglasi o produktih Adrijinih, seveda v sestavi takrat IMV Adria Caravan. Gradivo je praktično že zbrano, zdaj čaka le še na postavitev, ki so jo člani tudi že osmislili. Gradivo smo zbirali tudi na podlagi apela, da je dejansko v klubu smo dali obvestilo, kaj ima doma, naj prinese. Potem smo tudi po podjetjih išli, dobro, IMV-ja ni več, to smo na podlagi klubske iniciative zbirali. Potem smo išli tudi v Revoz, da vidimo arhivo, kaj ima v Adrio in v TPV, kjer so nam dali določene materiale. Postavitev bo stalna, z izjemo nekaj materialov, ki so jim jih lastniki le posodili. Jo bodo pa vse skozi dopolnjevali z novimi produkti. Nadajajo pa se tudi, da bodo dobili tudi še kaj starih zloženk, predstavitvenih materialov in podobno. Poleg tiskovin pa bodo razstavili tudi makete vozil. Tako da bomo mi v enih od vitrina bilo kaj mini salon avtomobilski, mi imamo na mizi te že modele tukaj, ki bomo razstavili te produkte. Žal kombija nemamo, maketo ali potem vse te produkte, kaj je v IMV delano, pa v Adri bo bilo v sestavu takih maket razstavljeno. A to še ni vse. V 2 ali 3 letih nameravajo muzej še razširiti, da bi ta še bolj celostno ponazarjal razvoj avtomobilske industrije v dolenjski prestolnici. Že tudi od lanskega leta, ko smo odprli, smo v nadaljevanju delali na tem, restavrirali smo avtomobile, restavrirali prikolice. Največjo težavo predstavlja prostor. Ta je v lasti mestne občine Novo mesto, v tem delu mesta pa je predviden univerzitetni kampus. Mi se dogovarjamo, da bi ta muzej integrirali v ta kampus in razgovorov so že tako daleč, da lahko zatrdimo, da to bo. A lepo po vrsti. Zdaj je v njihovih mislih predvsem 15. junij, ko torej odpirajo razstavo v sklopu letošnje Evropske prestolnice kulture. V Novem mestu pa v maju potekajo različni dogodki v okviru projekta Mesto Goga. Na vas čakajo tudi koncerti Jean-Marc Karači, Homo Urbanus Europeanus, Jazzinity in pa Vasko Atanasovski trio. Tudi v Murski Soboti je pretekli mesec, torej mesec april, bil prav pester v sklopu EPK 2012. V sklopu projekta Harmonije, območno srečanje odraslih gledaliških skupin, so se predstavile 3 območne gledališke skupine. V naslednjem prispevku vam bomo predstavili dramsko skupino Močnikovi. Danes za obiskovalce pripravljamo gledališko predstavo Kulturno-prosvetniškega društva Rogašovci, ki se imenujejo Močnikove. To so moji sovaščane, so prvi, ki danes odpirajo srečanje, Linhartovo srečanje, se pravi srečanje odraslih gledaliških skupin. Žal mi je, da kulturno društvo Putovci se niso udeležili, včeraj so odpovedali zaradi bolezni glavne igralke, oziroma glavne so odpovedali. Jutri pa nadaljujemo ob 18. uri, bodo nastopili naši Slovenci iz Porabja, Dekno iz Števanovec, Veseli pajdaši se imenuje gledališka skupina, ob 18. uri, ob 20. uri pa naša domača soboška skupina Kut Štefan Kovač. Ja, mi smo dramska skupina Močnikovi, prihajamo iz Rogaševec, delujemo v okviru Kulturno-prosvetnega društva Rogaševci. To je že naša 13. sezona, v tem času smo postavili na oder 8 predstav. Nastopamo v glavnem v domačem kraju, okoliških krajih.
z različnimi skeči na takšnih prireditvah. Pred 2 letoma smo nastopili tudi v Ljubljani na Policijski akademiji, ker smo imeli pač eno tako predstavo o policajih, policijska postaja v glavnem. No, zdaj drugo leto pa sodelujemo tudi že z kulturnim društvom iz Andraža nad Polzelo. Tako da oni k nam prihajajo, mi pa k njim in nekako tudi ponesemo našo prekmurščino malo čez Muro. Dramska skupina Močnikovi se je predstavila torej s komedijo Dober dan, ki jo je zrežisirala Metka Recek, besedilo pa je nastalo izpod peresa Francija Pluta. Dogajanje je postavljeno v 4-člansko družino, ki živi v bloku z upravljivimi sosedi. Jezus Marija, Lukec, gdje si li najšel toga zmaja? Pa Naško, če bi znal, kom je te novk napravila. A mami, prosim te, stino fejs lepo oživevo, rodivo se mavo. Med nama niga nikšne, rejsa nikšne težave. Razen to obgojdnoj. Zato je pokriv stari. No vse zadnje mati napravka, a ti smrdi. Ko? Ne smrdi Atika, smrdi njegov drek, dobro? Dobro, pa drek. Vejo pa tako vseeno pa isto. Ja? Za tebe je Ati pa drek eno pa isto? Ti šmrklaš. Znaš ko? Ti nama prof. Ti nama se prof. Se pravi, ko se strinjava? Ja, strinjava se. Ka si veliki srmak, nemak, pa bedak še cujka ti povem. Mami, uprostinu, pogledni. Ti nov gojdnu začne službo. Pa rej se naj ferko Ati prehiti. No malo počaka, pa bol. Ona še mora napraviti jutrnjo toaleto, pa stošerati, pa to. Ja? Što pa njej to obrane? Noj prlej gor stane, ali pa noj počaka? Znaš, kaj poje? Za to stanovanje sva z očom 30 let šporala. Nikaj sva se ne mogla prvoščiti, ka sva imela kratkoročne kredite. Zdaj, da sva si se lepo poslala, zdaj pa ona prišla vmes, ne? Mami, mi bo nikaj ne pravim za kopalnico. Za stanovanje mislim, pač pa za kopalnico. Ja, ali tu je kopalnica pa šankrejc sta bila na kredit, ka te povem. Nisem pa vajen sin, ali so nej? Ti ja. Pa imam enake pravice, kak vivo. Ti ja, una pa nej Lukec. A tak? Ja, tak da Lukec. Če je pa tak, mu pa ukrepo. Ucelilo bo se. Glej ga. Ja. Samo če dobro pomislim, si vsega kriva ti. Kje? To točno tak. Kaj nam pa kijaš to zelđe, repo, kolerabo, pa posol, pa groj, pa takše stvari, ko se skozi človekove čreva sprehodi, stisne, pa smrdi kak dojk. Točno tak. Najčudno, ko Ati ima posošno v bedi, remen v rukaj, pa kuma na vejcej vujde, še kapde ga. Ja, mate, cel noč po njemi vriji, v gojnu pa bušne v. Fuj. No vse zadnje mati na prof, gemu zdaj v ušu z te torove gnezde, šla v nekam inan živet. Stinu v fajn, sokši den vdihavala, fajni, friški luft. Ja. Friški gojnašni smrad lasnoga dreka, gele? Ha? Vajni drek tu smrdi. Oj, pardon, vajni diši, gele? Po vijolicaj. Če ste komedijo Dober dan, ki so jo Močnikovi predstavili v grajski dvorani, zamudili, ste delček le-te lahko videli sedaj in ugotovili, da nam komedija na šaljiv način prikaže dogajanje v družinah za marsikaterimi stenami. V Pomurskem muzeju Murska Sobota pa so v sklopu arheološke razstave Tu Mo, slovanska poselitev Prekmurja avtorja Branka Kermana, pripravili arheološke delavnice za otroke in odrasle, na katerih so prikazali, kako so Slovani izdelovali svoja bivališča. V Pomurskem muzeju Murska Sobota so v sklopu arheološke razstave Tu Mo, slovanska poselitev Prekmurja avtorja Branka Kermana pripravili arheološke delavnice za otroke in odrasle, na katerih so prikazali, kako so Slovani izdelovali svoja bivališča. Ja, delavnice so nekako povezane z razstavo Tu Mo, slovanska poselitev Prekmurja. Razstava stoji že od lanskega leta in nekako zaključujemo z njo konec meseca maja. In v sklopu tega smo tudi predvideli eno večjo delavnico, ki bo trajala 2 dni. V tem danes
nekako postavljamo slovansko zemljanko, se pravi bivališče teh zgodnjih Slovanov, ki smo jih odkrili na poljih južno od Murske Sobote. Gre za čisto preprosto bivališče z dvokapno streho in pa vkopano v zemljo, zato jo rečemo tudi zemljanka. Ta koča praktično je bila vkopana v zemljo nekje od pol metra, pa mogoče še tudi več, in potem je na to jamo, ki je lahko bila pravokotne oblike, ovalne, okroglih, različnih oblik, bila narejena preprosto dvokapna streha iz čisto navadnih materialov, ki so jo ti priseljenci našli v tem področju, in pa tudi prekrita ali s trstiko slamo, z raznimi travami, s korjo od dreves. Praktično zdaj na ta način poskušamo nekako prikazati tem našim sodelujočim na delavnici, kako so to Slovani gradili. Odločili smo se, da ne izbiramo neke ciljne skupine, ampak smo se osredotočili čisto na, da smo prek javnih občil obvestili na vse mogoče načine širšo populacijo, od mladih do starih, da se lahko pač vsak priključi, pa pač vidi, kako stvari potekajo. Danes delamo pač z lesom, ki smo ga pač v gozdu nasekali, potem s trstiko bomo prekrili, jutri pa bomo potem mogoče še to dokončali, utrdili, potem pa bomo nadaljevali z izdelavo keramike slovanske, in to predvsem te zgodnje slovanske lončenine, ki je bila ročno izdelana brez lončarskega vretena in je tudi zanimivo zaradi tega, ker ima posebne dodatke ta glinena masa in material, ki smo ga mi izkopali na izkopavanjih na avtocesti, je pokazal, da gre za izrazito luknjičavo lončenino. Ta luknjičavost, ta zunanja površina je luknjičava, in ta gospod lončar, ki bo prišel, on je v bistvu naredil tudi eno študijo, zakaj ta luknjičavost in kaj so Slovani dodajali v glino, da je pač ta luknjičavost nastala. Je pa, ne vem, izziv ta stvar, ker tudi sam delam z decom, se v glavnem na teh materialih, ki so naravne, ki jih občutijo to, kar zelo malo občutijo deca. Ampak ko jih enkrat približaš, ko sežejo z zemljo, z glino, z temi materijale, se da potem krasne stvari napraviti. In ravno pred enim tednom smo imeli takšno delavnico, ki so torej zgodovina, tehnika pa likovne. Smo imeli medpredmetno delavnico, ki so prinesli glino, smo vzeli slamo in les in smo potem ustvarjali v bistvu igralo, oziroma igrali smo se glino, tudi spoznali smo recimo prek arheoloških teh dokumentov, kako v bistvu nastajajo rekonstrukcije, tam, kjer so pač skole v zemlji, tam so ostanke, drugačna struktura zemlje. Vse, torej en skos prerez arheološkega, tudi na to praktično, in nastala so res zanimiva takšna objekte, likovno zanimivi kot ustvarjalna igra, močno občutena, no in zdaj pa imamo priložnost, da dejansko tudi se malo srečamo s tem, kako je to izgledalo. Zemljanko, ki so jo izdelali na tej delavnici, si lahko ogledate vse do konca razstave Tujmo, slovanska poselitev Prekmurja, ki traja vse do 31. maja. No, v maju pa v Murski Soboti pripravljajo glasbeno-plesni spektakel, digitalna klasika in festival dialekta 2012. Iz Murske Sobote pa še od najstarejše mesto v Sloveniji. Mesec april je minil v znamenju romske kulture tudi na Ptuju. V okviru projekta Festival romske kulture Romano Čon, Romski mesec, so se na Ptuju predstavili romski filmski ustvarjalci. Festival, ki je del projekta Maribor 2012 Evropske prestolnice kulture, uveljavlja ustvarjalnost Romen in Romov, opozarja pa tudi na njihovo pogosto diskriminiran položaj ter omogoča ugotavljanje medkulturnih sorodnosti. V večeru smo spremljali produkcijo 8 kratkih filmov, kateri je sledil pogovor s predstavnikoma Luksus produkcije. Društvo zvezdnikov mehkega pristanka imamo zelo močno video in filmsko produkcijo, zdaj že več kot 10 let, in med drugim v te naše delavnice oziroma samo nastajanje filmov vključujemo tudi Rome in v bistvu njim želimo dati možnost, da sami so ustvarjajo svojo medijsko podobo, tako da te filmi so produkt
pač teh delavnic, teh snemanj, tega njihovega izražanja. Skozi večer pa so bili prikazani naslednji filmi: Občinski svetnik, Ženski pogovori, Abeceda, Čika, Tikne Romnja, Na dolžnosti, Dubaro mesto in Na svoji poti. Odziv ljudi na romsko produkcijo kratkih filmov pa je ponavadi dober. Večinoma so vsi zelo presenečeni, tema je dokaj mogoče neznana, še posebej pa kar se mi v bistvu trudimo, da Romi sami svojega vidika predstavijo, tako da je to nekak tak nestereotipen pogled. Mi na žalost na televiziji večinoma Rome vidimo ali v povezavi s svetovnim dnevom Roma ali pa kadar so v bistvu kakšni problemi, tako da tukaj pa v bistvu oni pokažejo njihov vsakdan in predvsem včasih prihaja do takih odzivov, vsi oni so isti kot mi, seveda, taki so kot mi in kot vsi drugi. Snemalna ekipa je v večini primerov bila sestavljena iz Romov, ki so se s filmsko tehnologijo srečali prvič. To najprej sploh, da sem začela uporabiti kamero in snemati in montirati. Sem hodila na različne delavnice, ki so jih izvajali v Društvu zaveznikov mehkega pristanka. Tam sem hodila na delavnico in ko so šli poleti v Ljubljano, sem se odločila, ko sem bila že tukaj pripravljena, sem rekla, zdaj bom pa še sama posnela enega filma. No in res, tam sem posnela enih Romov. Film govori pač o Romih, kako so Romi tam zaposleni, kaj vse delajo. To sem hotela pokazati s tem filmom pač ostalim ljudje, da so Romi, ki delajo, da niso Romi čist nekaj tretjega, kar se oni menijo, da ne delajo. Pa tudi Romom v Krškem sem hotela pokazati, kako ostali Romi delajo v Ljubljani. Na vprašanje, ali bo avtorica filma na tem področju delovala še naprej, pa je bil odgovor takojšen. Ja, to absolutno, da bom. Zdaj sem, ko mi začela, tako da bom ostala na tem. Društvo za glasbeno umetnost Arsana je v aprilu organiziralo že 5. koncert v ciklu njihovega abonmaja 2011-2012, ki je potekal v slavnostni dvorani Ptujskega gradu. Društvo za glasbeno umetnost Arsana, ki ga vodi predsednik Mladen Delin, je začelo delovati leta 2006. Od leta 2009 je Arsana organizator vodilnega poletnega festivala Art Ptuj, že 6. leto zapored pa so tudi organizatorji koncertnega abonmaja. Za sabo imamo skoraj blizu 100 koncertov, 80, nekje 90 koncertov, umetnikov iz celega sveta, klasične, jazz, etno, vokalno-instrumentalne glasbe, znanih imen, manj znanih pa prav tako kvalitetnih imen. Obiskalo nas je zagotovo vsaj 15.000 obiskovalcev na naših abonmajskih koncertih, pa še vse dvakrat toliko na poletnih festivalih. Občinstvo prihaja iz cele Slovenije, ampak vseeno pa smo nekako počasi vzgojili neko stalno tudi ptujsko publiko, pa precej rednih obiskovalcev tudi vedno vsaj nekaj iz Maribora prihaja. Hkrati pa skrbijo tudi za mlade, saj se njihovih koncertov udeležujejo dijaki različnih šol, kar je pomembno predvsem zaradi vzgoje mladih poslušalcev. Koncert, ki smo mu bili priča, je bil posvečen največjim evropskim klasičnim mojstrom klavirske literature. Nocojšnji koncert je eno poslastica za ljubitelje klavirske glasbe. Predstavili se bodo 4 pianisti, oziroma 3 pianistke in 1 pianist iz Nizozemske, Italije, Hrvaške in Slovenije. Vsi umetniki sodijo v eno mlado generacijo virtuozov, to pomeni, da so zmagali na mednarodnih, državnih, evropskih tekmovanjih, dosegli najvišja mesta, dobili priznanja, nagrade, prve nagrade, že veliko imajo za sabo koncertov. So pa to mladi umetniki tam med 20 in 30 let, ampak vseeno zelo kvalitetni in že kar precej priznani. Tako da obeta se res en tak virtuozen klavirski mednarodni večer. Na koncertu je bilo tako moč slišati dela Bacha, Mozarta, Beethovna, Schumana, Brahmsa, Chopina, Lista in drugih. Nastopili pa so pianisti iz Slovenije in tujine, ki v svoje znanje vlagajo od 6 do 8 ur vadbe klavirja dnevno, kar priča o njihovem posebnem pristopu k hotenju postati vrhunski pianist. Sicer pa koncert ni bil zadnji v tej sezoni, za konec organizatorji pripravljajo ponovno vrhunski dogodek. Ja, imamo še eno glavno poslastico cele sezone, to je opera, verjetno ena od prvih oper, ki bo izvedena na Ptuju, Orfej, prav navezana na mesto Ptuj. Prva opera, ki je bila napisana od Claudia Monteverdija, mislim, da bo kar že, ne vem za točno, ampak kar nekaj 100 let. Izvedli pa jo bodo študenti Akademije za glasbo iz Ljubljane v sodelovanju z študenti iz različnih evropskih držav, mislim, da 5.
Gre za velik projekt, blizu 100 nastopajočih. Gre za glasbeno, scensko, vizualni dogodek z bogato kostumografijo, opernimi vložki, skratka kar velik projekt, ki bo na dvorišču Minoritskega samostana v začetku julija. April pa se je na Ptuju zaključil s podelitvijo nagrad, in sicer nagrad 7. slovenskega festivala komornega gledališča Skup 2012. Kdo so nagrajenci, ki so prejeli žlahtne nagrade Satirje, pa vam predstavljamo v utripu iz podelitve. Tokratni skup je postregel številnimi presežki. Med izjemno dobrimi so se predstavili najboljši in testa strokovna žirija ter publika tudi nagradila. 9 tekmovalnih predstav in 3 spremljevalne dogodke si je v 11 dneh ogledalo preko 1000 ljudi in kljub temu, da bi si ga lahko ogledal še kak Ptujčan več, so organizatorji zadovoljni. Se je zgodil res čudovit festival. Videli smo lahko izjemne predstave. Žirija je imela težko delo, ki ga je opravila odlično. Mislim, da so res izbrali tiste predstave, ki si zaslužijo te nagrade in lahko rečem samo to, da se veselim skupa ponovno čez 2 leti. Strokovna žirija je imela 11 dni precej zahtevno delo, med kakovostnim izbrati presežke. Sem kar zahtevna gledalka, ampak sem bila popolnoma zadovoljena. Predstave so bile tako različne. Tudi po svoji izpovednosti in po obliki in po vsebini, po umetniškem tisu, po igralcih, po igralkah, po vsem. Podeljene so bile nagrade v različnih kategorijah. Satirja za režijo je prejel Miha Remec, občinstvu najljubša je bila predstava Jaz vas ljubim, najboljša komorna uprizoritev v celoti so postali Grenki sadeži pravice, satirja za vloge pa so prejeli Radko Polič-Rac, Marko Mandič in Vesna Vončina. Se pravzaprav res delim to nagrado, kar se mene tiče z Majo Nemec, ki je v originalu oblikovala in začela sodelovanje v Liferantih. Ampak je pa definitivno lep občutek. Se končno nek občutek, da delaš prav. Bi se zlagal, če bi rekel, brez veze. Mislim, je lepo dobiti nagrado, sploh pa v množici recimo zelo dobrih predstav, ki mislim, da so bile letos na tem skupu. Festival je nanizal tisto najboljše, kar smo lahko na gledaliških odrih videli v zadnjih 2 letih in tako naredil prostor prihodnjemu, že 8. skupu. Na Ptuju pa v maju poteka mednarodni filmski festival Primus. Vabljeni ste tudi na premiero predstave Dantonova smrt v mestno gledališče Ptuj. Vsa partnerska mesta skupaj vabijo na več kot 400 prireditev v okviru EPK 2012. Kot vedno pa več informacij dobite na spletni strani www.maribor2012.eu. To je vse v tokratni mesečni oddaji Kultura na dlani. Do prvega ponedeljka v juniju pa srečno!